na 13. točko predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta BS8 Zgornje Perovo številka 3 prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 24, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Robi Lesnik. Beseda ima dr. Marija Tadeja Ježek. Hvala lepa. Območje predmetnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z oznako B8 Zgornje Perovo obsega dve prostorsko ločeni območji. Območje A se nahaja v obstoječem stanovanjskem naselju Perovo in je v OPPN opredeljen kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo CD, druga območja centralnih dejavnosti. V obstoječem zazidalnem načrtu je na njem predvidena izgradnja obrtne delavnice oziroma oskrbni objekt. Območje B je zemljišče za enodružinski objekt in je OPPN opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo SS območje stanovanj. Razlog za pripravo OPPN je uskladitev določil prostorskega akta s spremenjenimi investicijskimi pobudami na navedenih območjih in delna sprememba splošnih pogojev za oblikovanje ter gradnje objektov na območju obstoječih objektov območja S2. Prostorska ureditev, ki se načrtuje s tem spremembami in dopolnitvami odloka, so izvedba novogradnje na območju nepozidanih stavbnih zemljišč, ureditev komunalne energetske infrastrukture. Postopek priprave OPPN se vodi po rednem postopku, skladno z določili zakona o urejanju prostora, ter na podlagi sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, ki je bil objavljen v Uradnem listu številka 56 v letu 2021. Nosilci urejanja prostora so na osnutek podali smernice, na katerih je bil akt tudi dopolnjen in pripravljen. Dopolnjen osnutek je bil javno razgrnjen in sicer od 25.3.2022 do 26.4.2022. V času javne razgraditve smo dobili pripombe, ki jih bomo skupaj s pripombami podani na današnji seji preučili in do njih zavzeli stališče. Stroške financira pobudnik, ostali stroški se pa financirajo iz proračuna občine Kamnik. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. Zdaj, če jaz to prav razumem, iz delavnice spreminjamo eno veliko stavbo v stanovanja. Dobivamo v Kamniku nova dodatna stanovanja. Tako kot bomo dobili nova dodatna stanovanja v Utoku, o čemer bomo razpravljali kasneje. In tako kot bomo še nova dodatna stanovanja dobili na Ljubljanski cesti nad Lidlom, in tako kot bomo nova dodatna stanovanja dobili še na nekaterih drugih območjih v občini Kamnik. Danes smo sicer umaknili točko, kjer bi v Terme Snovik, ne gospod župan odkojmjava takole z glavo, no. Daj me puste, da povem. Ali brskajte po telefonu, ali pa me mirno poslušajte, lepo prosim. Brskajte po telefonu naprej in se ne ozirajte na to, kaj jaz govorim, kaj vas itak ne briga. Umaknili smo točko o vrtcu v Termah Snovik zaradi tega, ker bi tam prevladovali nekateri privatni interesi. Postavljamo pa 60 plus 60 plus 30 plus ne vem koliko še stanovanj. Niti enkrat, pa to je bilo že v času, ko se je cela Ljubljanska ulica pozidavala, od Kremšnit do Metuljčka pa tako naprej, pa nismo v te zgradbe umestili vrtca. In vemo, kdaj se je to pozidavalo, kot ko radi govorite o preteklih županih, a ne? In dajmo na tem področju nekaj rešiti z manjkajočimi vrtčevskimi površinami oziroma mesti. Jaz ne vem, če je to prava pot, da nekomu, ki je želel zgraditi delavnico, pa mu to ni uspelo, zdaj želi parcelo prodati, seveda jo bo lažje prodal za stanovanja kot za neko delavnico. Ne vem, če je to prava pot. Mi tukaj sami sebi zabadamo nož, ker spuščamo ljudi v mesto, pri tem pa ne gradimo ostale infrastrukture potrebne za to, da te ljudje lahko pridejo k nam. Ne zagotavljamo jim prostih mest v vrtcih
In da se ne ponavljam, tako kot sem že povedal na prejšnji seji, kaj vse potem to sledi. Šola, zdravstveni dom in ostale kapacitete javne. Ne? In tudi nisem čist prepričan, pa na odboru je bilo tudi nekaj dilem o tem, ali so tam stanovanja primerna ali niso. Moji občutki tukaj so malo mešani. Ne? Jaz predlagam, da v prihodnje res, ko se ene take stvari odpirajo, ko se nekaj takega dela, pomislimo tudi na to, da imamo že zdaj premalo vrtčevskih kapacitet in da jih zagotovimo. V eni od naslednjih točk, tam pri Utoku, bomo videli, da je zdaj ministrstvo dalo mnenje, da vrtec ni primeren za naselja. Lepo vas prosim, kam pa jih bomo dali? V industrijske cone otroke. A jih bomo dali sredo parka, ne? Te stvari pač, ne vem, meni ne grejo več skupaj. Po zdravi kmečki pameti mi stvari ne grejo skupaj in si ne moram pomagati. Ne? Kot pravim, moji občutki tukaj so mešani in javna razgrnitev je bila, prispelo je kar nekaj pripomb tudi stanovalcev. Jaz upam, da bodo te pripombe upoštevane do drugega branja. Je še nekaj časa, da se stvari popravijo in se pripravijo tako, da bodo pripravljene v dobro občank in občanov. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Stanovanja v Kamniku potrebujemo, ne, to je bilo že zadnjič povedano, tako da jaz, kar se tega tiče, da potrebujemo stanovanja, nimam nobenih zadržkov. Ne. Ta moment je na glavni spletni strani za nepremičnine v Kamniku na razpolago 33 stanovanj, najcenejših 48 kvadratov je 105.000 evrov. Ne. Trg je podivjal v tem korona obdobju, to vemo. Jaz upam, da jesen, kar se tega tiče, prihaja streznitev, da nas ne bo preveč zadela vse skupaj po vrst in da bojo stanovanja na trgu takrat, ko bojo vsi tele OPPN-ji, ki so v igrah, prišli v realizacijo po bolj ugodnih cenah. Do takrat je pa na občini Kamnik, da poskrbi za vso ostalo infrastrukturo. Ne. To je tista zadeva, ko vedno znova povem, da jaz upam, da smo se vsi skupaj kaj naučili iz napak v preteklosti. Enkrat smo že imeli to obdobje velikih pozidav in pol primanjkljaj infrastrukture. Te napake ne smemo ponoviti. Tukaj sem navezal na kolega Igorja, zagotovo tudi ni verjetno najboljši način, da spreminjamo v bistvu obrtno delavnico, kakršnokoli v stanovanja. Ne. In zagotovo občina Kamnik ima pogajalsko moč, kar se tega tiče. Zadnji OPPN-ji spremembe so dokaz, da če se pogovarjamo z investitorji, lahko tudi kaj spremenimo pa dosežemo. In tukaj apeliram na občino, da, tako kot je bilo povedano, preuči možnosti, da se tudi na tem območju razmišlja o potencialnih možnostih za vrtce. Sej najbolj enostavno je poslovne prostore povsod umestiti, ampak danes sem se sprehodil čez Utok, tam je vsaj 5 že praznih. Tako da pričakujem, da gradivo, ki ga dobimo v drugi obravnavi, bo jasno postreglo tudi z odgovorom, kar se tiče predšolske vzgoje, tisto, za kar moramo mi v zadnji poskrbeti. To je prva stvar. Druga stvar je pa tukaj umestitev blizu naše te kamniške voznice. Mislim, da moramo razmišljati na dolgi rok. Se pravi, ta voznica bo slej ko prej prišel moment, ko jo bomo razširili za dodatna 2 pasova. In pričakujem, da se to tudi predstavi in ustrezno upošteva pa umesti. In še ena zadeva, od kateri smo v primeru zazidalca pri Titanu govorili, povezovalka. Se pravi, to sem danes že vprašal gospo Ježkovo, zadeva je umeščena, tam imamo parcele v lasti, ampak treba je pa upoštevati razširitev potencialno ceste in se pravi ustrezne odmike, da ne bo ministrstvo na soglasje na to dajal, v bistvu, kar se odmikov tiče, na koncu bomo pa
ugotovili, da pol ne moramo razširiti čez 10 let naše uvozence, zato ker smo v preteklosti enkrat naredili napako, pa en objekt preblizu pustili. Hvala. Hvala. Besedo ima dr. Jernej Markl. Hvala lepa za besedo. Jaz bi se mal pridružil tudi tukaj mnenju mojega predhodnika, da stanovanja so potrebna v Kamniku, so iskana in tudi pač mesto Kamnik je zelo privlačno očitno za bivanje, na kar moramo biti ponosni in tudi pač razvijati tudi preostalo infrastrukturo, da bo pač tudi potrebe po vrtcih in šolah, da bodo v bistvu ustrezne glede na interes. Sam predlog, ki ga imamo tukaj pred nami, ki trenutno je v neki zelo grobi obliki, se pravi, trenutno je označen samo zunanji gabarit, do kam naj bi objekt lahko obsegal, pa neka groba preveritev, kaj bi se lahko noter dalo. Tako da še ne vemo čisto točno, kaj bo tukaj investitor v končni fazi zgradil, če bo tole sprejeto. Vseeno se strinjam, da bi lahko, če bodo tukaj stanovanja večinoma, da se preveri to možnost, da se tudi vključi morebiten vrtec v ta objekt. Še bolj pa se mi zdi pomembno, ker je objekt v samo vpadnico v mesto praktično postavljen in tukaj trenutno zelo dolg, skoraj 100 metrov v dolžino bi lahko segal, da se morda zaveže investitorja, da se pripravi v sami arhitekturni rešitvi variantne rešitve, na osnovi katerih bi ta objekt dobil tudi čim kvalitetnejši arhitekturni in oblikovni izraz, ko je tukaj kot nek vstop v mesto pravzaprav. Tako da, če je možno, da v naslednji fazi, se pravi do druge obravnave, oziroma da se v okviru tega OPPN-ja investitorja zaveže, da pripravi variantne rešitve, ali to v obliki vabljenega natečaja ali odprtega natečaja, ali da sam pridobi 3 različne rešitve, na osnovi katerih bodo tudi morda bile nagovorjene te zadeve, ki se dotikajo stanovalcev, in pa tudi samega videza in členjenosti objekta, mogoče, da se ga nekako uspe členiti na manjše objekte. Tako da to bi bil moj predlog in hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Ok, besedo ima potem Bogdan Pogačar. Hvala za besedo. Tudi jaz bi se pač pridružil tem, da je potrebno tukaj poskrbeti za to, da širitev obvoznice bo imela prostor. Se pravi, da ne bomo zdaj zazidali ali pa predvideli tako zazidavo, kjer bo širitev obvoznice onemogočena. Ključno je pa tudi to, kar je pač že prej bilo rečeno, se pravi, ko smo pri Titanu sprejemali OPPN in potrjevali smo si zadali, da bomo naredili vse, da bomo zgradili novo povezovalko. Jaz predlagam, da se v predlog za drugo obravnavo umesti tako za širitev obvoznice kot drugo povezovalko z rondojem in da se za rondo že pripravi predlog parcelacije. Se pravi, da bomo mi imeli parcele v naši lasti in da bodo parcele odmerjene. Se pravi, ne sme se nam narediti, da bomo naredili gradbeno parcelo tako veliko, da bi jo zdaj sprejeli, da nam bo posegala v rondo, kar nam bo onemogočala, se pravi, zgradno povezovalke z rondojem. Tako da jaz predlagam, da se prikaže pri pozidavi ali pa predlogu pozidave tako širitev obvoznice kot povezovalka z rondojem. Hvala.
Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo številka 3 v prvi obravnavi in pa pod drugo točko. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.